Lepo pozdravljeni. V letu, ko praznujemo 20 let članstva Slovenije v Evropski uniji, spet odhajamo na evropske volitve. Kar 9 poslancev bomo poslali v Bruselj. In tokrat sta z nami v oddaji 2 kandidatki. To sta Zala Tomašič, stranka SDS, in Katja Berk-Bevc, stranka Nova Slovenija. Lep pozdrav obema. Najprej za začetek življenjepisa nisem preveč brala, niti ga nisem našla, pa se kratko predstavita. Mogoče Katja Berk-Bevc. Jaz sem sicer predsednica podmladka Nove Slovenije, zdaj že 5. leto, prihajam pa iz enega majhnega kraja Kozje, sredi Kozjanskega. Po poklicu sem tolmačka z angleščino, nemščino, zdaj pa že kar dobra 4 leta delam v Državnem zboru v naši poslanski skupini kot strokovna sodelavka. Pokrivam področja zdravstva, kulture, sociale in pa izobraževanja. Tako da že kar vpeljana v politiko. Gospa Zala Tomašič. Jaz kandidiram na listi Slovenske demokratske stranke, prihajam iz Škofje Loke, ampak sem se že pri 18 letih preselila v Ameriko, kjer sem študirala. Sem naredila 2 diplomi iz politologije pa ekonomije, sem v tem času tudi delala pripravništvo v ameriškem senatu. Potem se je moja pot nadaljevala v Bruslu, sem 1 leto delala v Bruslu. Potem se preselila v London, naredila magisterij tam iz mednarodnih odnosov in potem delala na projektu predsedovanja Slovenije Evropski uniji, tako da sem nazaj v Bruslu na stalnem predstavništvu. Majčkeno pred državnozborskimi volitvami 2022 sem pa prišla nazaj v Slovenijo in tako kot Katja zdaj delam v Državnem zboru, ampak pri poslanski skupini SDS v odnosih z javnostjo. No, torej seveda nas zanima, otrok še nimate? Ne. Trenutno ne. Dobro, zdaj pa gremo kar konkretno k vprašanjem. Seveda, ker sta tule na teh 2 listah, kaj menite o ženskih kvotah? Ja, glejte, mi spodbujamo priložnosti za vse. Jaz mislim, da vsak, ki je sposoben, ki je ambiciozen, mora imeti priložnost, da se dokaže. Zdaj, glede na spol ali ne, jaz mislim, da sposobnosti niso odvisne od tega, katerega spola smo, ali smo moški ali smo ženske. V nekaterih primerih kvote seveda lahko da spodbudijo, da je več ženske participacije, ampak lahko pa tudi imajo, če pogledamo z druge stvari, negativni vpliv, da mogoče tisti, ki pa so najsposobnejši, ravno zaradi kvot potem ne pridajo nekam. A ste vi zaradi kvote na listi? Ja, jaz upam, da ne, no. Dobro, gospa Berk-Bevc, kaj pa vaše mnenje? Jaz sem vesela, da je lista NSi v bistvu sestavljena v prid žensk. Imamo 5 ženskih kandidatk in 4 moške. Tako da se res trudimo tudi ženske čim bolj spodbuditi, da se aktivno vključijo v neko družbeno participacijo, ker ne nazadnje predstavljamo skoraj ali pa kar polovico prebivalstva. Je pa res, da če zdaj se pogovarjamo o kvotah, kvote so za mene osebno lahko žalitev, ker pomenijo, mogoče nisi sposobna sama po sebi, ampak si tam samo zaradi kvote. To je lahko ena izmed razlag. Jaz verjamem, da pri nas ne delujemo na ta način in dajemo ženske na pomembna mesta zaradi sposobnosti, ne zaradi spola. Torej, vi niste na listi zaradi kvote? Jaz verjamem, da ne. Dobro. Zdaj seveda mi se trudimo vzpostaviti neko razliko med tema 2 strankama. Ali vi 2 čutita, ali obstaja med vašima 2 strankama kakšno rivalstvo? Ja, postavljate težka vprašanja. Jaz mislim, kar se tiče SDS-a, da smo se mi pri večjih temah majčkeno bolj odločno postavili, kot se je Nova Slovenija. Posebej, kar se tiče ilegalnih migrantov, smo bili zelo odločno proti ilegalnim migrantov. Potem vemo čisto notranje politično, kaj se je dogajalo s preiskovalko glede GEN-I, ko Nova Slovenija ni želela dati podpisov, tako da zdaj bo vlada preiskovala sama sebe. Potem mi imamo tudi zelo odločno kampanjo proti LGBT ideologijam v šoli. Smo tudi kot podmladek Slovenske demokratske stranke šli s transparentom na parado ponosa, se jasno postavili, da obstajata samo 2 spola. Tako da jaz mislim, da smo mi vseeno majčkeno glasnejši glas, kar se tiče predvsem ilegalnih migracij, LGBT pa tako naprej. Gospa Berk-Bevc? V Novi Sloveniji pa zagovarjamo to, da se treba vedno pogovarjati in iskati neke skupne rešitve. Tudi preiskovalka GEN-I je v bistvu rezultat samo tega, da se SDS ni bil pripravljen sesti za skupno mizo, rešiti stvari glede komisij v Državnem zboru in zato je pač ta zaplet trajal toliko in toliko časa.
Tako da mi delamo vedno za to, da se najdejo skupne rešitve za dobro vseh, se pravi Sloveniji ali pa če govorimo za Evropsko unijo, ker ne moremo vedno vztrajati samo na nekih stališčih, ki niso uresničljiva, ker nimaš enostavno podpore za to, da bi to lahko potem tudi uresničil. Tako da tukaj jaz vidim veliko razliko med NSi in SDS. Glejte, preiskovalka ne pomeni, da se nekaj preišče. Mi smo dali pobudo, pojavili so se neki dvomi. Jaz ne vidim razloga, zakaj se ne bi nekaj preiskali, pa da se razjasnijo stvari. Ne? Tako da, če je bilo to možno, bi bilo možno to ustanoviti že veliko prej in s tem, da bi tudi potem lahko mi nadzorovali potek komisije boljše na preiskave. Zakaj pa potem niste želeli preiskovati stvari v okviru KNF in KNOVS? Ja, no tukaj so še druge stvari, ker vemo, da je tudi NSi najmanjša, precej manjša stranka, kot je Slovenska demokratska stranka, pa ste vi nekako prevzeli te komisije, čeprav to se nikoli prej ni zgodilo, da bi imela najmanjša stranka, na primer. Dobro, ja, v redu. Zdaj v parlamentu evropskem, če bi bili obe izvoljeni, bi pa bili članici iste skupine, ne? Tako je. Bi bila tam kakšna trenja, bi se tam pač strinjali, ali kako bi pa bilo to videti? No, mogoče bo kolegica iz SDS-a povedala, ali se oni nameravajo pridružiti kakšni drugi skupini v Evropskem parlamentu po volitvah, zaenkrat so še del. Mi smo zelo pač trden, jaz sem del Evropske ljudske stranke, nameravamo tudi ostati v prihodnje. Je pa evropska politika mogoče malce drugačna od nacionalne v tem, da se lahko bolj iščejo neka skupna stališča, skupne ideje, tako da mislim, da bi bilo delovanje dobro, če seveda SDS ostane v Evropski ljudski stranki. Torej, to je neka, da bom tako rekla, fantomska sredina, ne? Vsi težijo k tej sredini, ampak na nek način vsak visi na neko stran. Ste vi bolj desna stranka ali kako se vidite? Ja, mi se vidimo na desni sredini, zagovarjamo tradicionalne vrednote, krščanske vrednote. Mislim, da tukaj se s Katjo lahko strinjava, da je Evropa zgrajena na krščanskih vrednotah in da brez teh vrednot Evrope, kot jo poznamo, ni. Kar se tiče Evropske ljudske stranke, mi se želimo, da bi se ustanovila bolj desna koalicija. Tudi mi nismo podprli Ursule von der Leyen za špicen kandidatko. Tukaj je bila še ena razlika, ne? Nova Slovenija, mislim, da ste jo. Mislimo, da je v tem mandatu komisija šla preveč na levo, tako da mi si res želimo, da bi se bolje pozicionirali na desno in, kot sem rekla, odločno postavili proti ilegalnim migracijam, proti širjenju LGBT-ologije, pa poseljevanju otrok z njo. Tako da mi se bomo, mislim, tudi jaz osebno za to zavzemala tudi naprej. Dobro, ali se vi počutite ta hip varno v Sloveniji? To je težko vprašanje. Jaz bi rekla, da imamo zelo velik problem z migracijami. Tukaj lahko potrdim, da definitivno Evropska unija mora tukaj več narediti, zato da res ilegalne migracije ustavimo. Se pravi, da jasno ločimo legalne, nelegalne. Legalni so dobrodošli, kdo želi soustvarjati našo družbo, delati v njej, lahko pride, kdor pa nima papirjev, nezakonito vstopa, pa nima vstopa v Evropsko unijo in Slovenijo. Vaše mnenje? Ja, jaz lahko povem osebno izkušnjo. Jaz imam prvič v življenju solzivec. Priznam, da sem si ga kupila. Ja. Pred 10 leti mi kaj takega na pamet ne bi prišlo, sploh nisem razmišljala o tem. Tako da tukaj se strinjamo, treba je reči odločno proti ilegalnim migracijam. Treba je zaščititi zunanje meje Evropske unije, pa treba se zavedati, da je primarna naloga države ravno to, da zaščiti svoje državljane. In država, ki nima varnih mej, se lahko vprašamo, kam bo to vodilo. In vemo, ljudje protestirajo, naprimer tam, ki je želela vlada zgraditi azilna domova, želi zgraditi v občinah Brežice pa Središče ob Dravi. Ljudje so se odločno postavili proti temu, ampak nažalost jih ta vlada popolnoma ignorira, kar jaz mislim, da kaže, kako brezobziren odnos ima naša vlada. Ampak mislite, da bo Evropska komisija to tolerirala? Kako pa bo tam, recimo, če boste v parlamentu? Boste lahko se zavzeli za Brežice pa Središče ob Dravi in uspeli? Ja, jaz upam, da ja, ampak vemo, da kar se tega tiče, za te odločitve, ki bojo azilni domovi, to se bo odločalo znotraj naše države. Je pa res, da smo videli, jaz sem bila tudi v Bruslju v času predsedovanja Slovenije in takrat, ko je bil predsednik vlade Janez Janša, se je in Evropski parlament in Evropska komisija zelo vtikalo v našo vlado, v desno vlado, kaj se delamo narobe. Zdaj, ko pa imamo dejanski problem, vemo, kaj se je zgodilo z RTV-jem, vemo z vmešavanjem Evropske
evropske komisarke, naprimer v naše ustavno sodišče, zdaj pa tukaj molčijo na strani Evropske unije. In zato jaz mislim, da je treba v Bruselj poslati ljudi, in tukaj jaz apeliram predvsem ljudi z liste na naši stranki, ki se bojo odločno zavzeli za interese Slovenije in zagovarjali naš glas v Evropski uniji. Dobro, gremo malce na mlade in vaše mnenje, recimo glede vaših strank. Recimo gospod Lojze Peterle, osamosvojitelj, predsednik prve osamosvojitvene vlade, je podprl zdaj pač člana SLS gospoda Balažica, ne pa gospoda Tonina ali pa gospe Ljudmile Novak. Kako to komentirate? Gospod Lojze Peterle je krščanski demokrat in kot tak podpira, je rekel, obe stranki, se pravi in NSI in SLS, ker sta obe pač zagovarjata krščansko demokracijo. Ni zdaj to ekskluzivna podpora samo SLS-u, gospodu Marku Balažicu, recimo, mislim, da ravno ta teden bo na okrogli mizi z gospo Vido Čadonič Špelič, ki je na naši listi. Tako da gre bolj za to, da podpira krščanske vrednote in jaz sem vesela tega, ker na koncu koncev tudi Evropska ljudska stranka v osnovi zagovarja te vrednote. Dobro, še eno tako politično vprašanje. Gospod Anže Logar je izjavil, da je pripravljen prevzeti SDS. On je mlad, ne? On je pravzaprav vaš vrstnik, bi človek rekel. Ne? Se vi zavzemate za to, da bi vendarle nek mlad človek prevzel to stranko? Mi smo demokratična stranka, vsak naš član ima pravico do tega, da kandidira za predsednika, potem pa članstvo, pa stranka odloči, kdo bo, potem pa mi odločimo, kdo bo predsednik. Tudi Anže Logar je član, tako da ima pravico, da se odloči do tega, da bo kandidiral za predsednika stranke, potem pa bojo delegati na kongresu, mislim, da ga imamo naslednje leto, odločili, kdo bo novi predsednik Slovenske demokratske stranke. Ampak vi osebno, recimo, bi podprli njega, ki je bolj mlad, ali kako bi vi razmišljali v tem primeru? Ja, jaz lahko povem, da jaz nisem ena od delegatk na temu, tako da bomo prepustili, da vidimo, kaj se bo zgodilo na kongresu. Absolutno pa v naši stranki podpiramo, da vsak ima kakršnekoli ambicije, da se nam pridruži, da se mu da možnost. Tukaj ni samo funkcija predsednika stranke, ampak imamo tudi izvršilni odbor, kamor pa imamo tudi kar nekaj mladih članov, tako da jaz upam, da jih bomo imeli po naslednjem kongresu, da se bo še več mladih odločili, da začejo prevzemati funkcije. Imamo pa tudi zelo veliko mladih predsednikov odborov. Gospa Katja Berg-Belc, v enem od intervjujev ste izjavili, zdaj pa citiram, sčasoma na zgodovinskih temah, ki delijo, ne bo več mogoče graditi politične kariere. In tudi mi velikokrat slišimo, da recimo komunizem, protikomunizem, da to mladih ne zanima. Kaj vi menite o tem? Ja, se strinjam. Mladi te teme ne zanimajo, ker se jim zdi, da bi se mogli usmeriti v prihodnost, v tem, kako lahko obe strani, se pravi, če rečemo levi in desni pol, imata neko skupno vizijo za razvoj države. In jih bolj zanima to, kot pa kaj se je dogajalo v zgodovini. Je pa res, tukaj pristavim še to, da moramo tudi mi Slovenci enkrat že razčistiti glede naše zgodovine, kaj je bilo, kaj ni bilo, in se o tem iskreno pogovarjati. Ker brez tega se bojim, da se oba pola ne bosta zmožna pogovarjati o prihodnosti in o rešitvah za naprej, če najprej nismo sigurni o tem, kaj se je dogajalo v preteklosti. No, ta vlada je ukinila dan spomine na žrtve komunizma. Se vi s tem strinjate? Se ne strinjam in sem bila tako letos kot lani na proslavi in mislim, da je to v bistvu en zelo pomemben spomin, mejnik, kjer lahko ljudje, ki so še zelo prizadeti zaradi polpretekle zgodovine, v bistvu dobijo en del zadoščenja, hkrati se pa spomnimo tudi na vse tiste padle, ubite, ki še vedno jim ne vemo, kje so pokopani. Brez sodnega procesa, ne? Tako. Ja. Dobro, ste tudi vi posvojili v tem vse posvojitvi, ste posvojili kakšnega mrtvega? To zaenkrat še ne. Dobro, gospa Zala Tomašič, še vaše mnenje o teh temah, ukinitvi dneva spomina na žrtve komunizma, o teh temah, kaj pa vi menite?
Ja, tudi jaz sem odločno proti temu. Mogli bi imeti ta dan spomina, če ne drugega vemo, no, že star pregovor pravi, da se zgodovina slučajno ne bo ponovila. To je zelo grda stran naše zgodovine, ampak je del naše zgodovine. O tem bi se mogli učiti v šolah. Vemo, da naš šolski sistem velikokrat zelo na hitro obdela tudi osamosvojitev Slovenije, pa vse, kar se je v tem času dogajalo, tukaj so potrebne spremembe. Treba je obsoditi, kar se je zgodilo, tako kot je Katja rekla, tukaj se strinjamo, treba je pokopati, dostojno pokopati te ljudi, to je najbolj humana stvar, po mojem mnenju, kaj lahko naredimo. Pa treba je enkrat obsoditi, razčistiti in se potem usmeriti v prihodnost, da gremo naprej. No, prebrala sem, da ste vi opravljali podiplomski študij mednarodnih odnosov na oddelku za vojne študije, ne? Pa vas zato sprašujem, kaj vi menite o priznanju Palestine, o teh študentskih protestih? To so mladi ljudje, tako kot vi dve so protestirali, pa konec koncev o vojni v Ukrajini. Ja, jaz mislim, da trenutno to, da se pogovarjamo, pa da je tako pomembna tema priznanja Palestine, je samo distrakcija od resnih problemov. Leva stran velikokrat to dela pred kakršnimi koli volitvami ali pa referendumi, da preusmerja teme od dejanskih težav. Mi smo že prej omenili, da je varnost dejanska težava, pa ne govorim tukaj samo o obrambeni varnosti, tudi energetska, prehrambena, kibernetska naprimer. To so teme, o katerih bi se mogli vsak dan pogovarjati na televiziji. To so teme, ki bi mogli novinarji spraševati naše ministre, našega predsednika vlade o tem, ne pa, da se vse vrti samo okoli priznanja Palestine. Kar se pa tiče Rusije pa Ukrajine, tukaj mi v SDS-u močno podpiramo Ukrajino. Ukrajina brani zunanjo mejo, tudi Evropska unija brani demokracijo in demokracija je neka vrednota, za katero se je vredno boriti. Vaše mnenje, gospa Berg-Bevc? Ja, kar se tiče Ukrajine, absolutno podpiramo njihov boj in to, da se borijo v bistvu tudi za naše vrednote, evropske vrednote. Veste, da oni si zelo prizadevajo, da bi bili del tudi te evropske družine nekoč in je to tudi razlog, zakaj je bila sprožena vojna, oziroma zakaj jih je Putin napadel, ker so se približali zahodnim Evropam, zahodnim vrednotam. Kar se tiče Palestine, je pa se mi zdi, da žal ničesar ne bomo rešili, če priznamo Palestino, zato ker dokler v Palestini nimajo nekega demokratično izvoljenega predstavništva, se pravi vodstva, ne moremo dobiti obeh strani za pogajalsko mizo, kjer bi se dejansko lahko našle rešitve za obe državi. Ali se vi osebno počutite kot Evropejka ali predvsem kot Slovenka? Oboje. V prvi vrsti Slovenka, ampak jasno, tudi del večje, širše družine, ki temelji na krščansko-demokratskih vrednotah, tako da sem tudi Evropejka. Pa vi, gospa Tomašič? Ja, primarno Slovenka, ampak tudi Evropejka, pa ne tukaj povem še izkušnjo, jaz sem imela cimro iz Indije, ko sem bila v Ameriki in šele ko živiš z res drugačno kulturo, spoznaš, da kljub temu, da je Evropska unija združenje suverenih držav in tako mora tudi ostati, imamo pa vse podobnosti znotraj Evropske unije veliko večje, kot pa nekdo iz Indije, Kitajske ali pa Brazilije. No, seveda, ker sta mladi sogovornici, sem tudi jaz vprašala umetno inteligenco in kopilot je izbral eno vprašanje za vaju in sicer pravi takole, vaju sprašuje, ali podpirate večjo digitalno integracijo med državami članicami EU? Izvolite. Večja digitalna integracija. V osnovi ja, če govorimo seveda o notranjem trgu, kar je ena izmed temeljnih idej Evropske unije, se pravi, da se hitreje lahko posluje, se pravi, gospodarstvo deluje čez meje, ker včasih imamo še vse neke nepotrebne birokratske ovire pri tem poslovanju ali pa ko kdo potuje. Tako da v tem smislu gotovo, ja. Kje pa ne? Kje pa ne? Ja, tukaj vedno je problematična recimo kakšna izmenjava podatkov, ki gre predaleč, to veste, da tudi Evropska unija zelo regulira, tako da to je stvar, ki se je zdaj spomnila. Gospod Tomašič. Ja, jaz mislim, da je prav, da gremo v smer digitalizacije, ampak tukaj ne smemo pozabiti starejših, ki imajo s tem probleme. Vemo že, naprimer, v Sloveniji e-uprava, e-davki, moja babi se s tem ne znajde, tako da to je del, na kjer ga moramo misliti. Pa sem pa tudi že omenila, tudi kibernetska varnost je pomembna.
tukaj moramo imeti večjo zaščito, ker informacije v današnjem času so tudi orožje. Tako da tukaj moramo se več temu posvetiti. Na splošno pa zelo podpiramo digitalizacijo, pa jaz tudi upam, da bo naša ministrica za digitalizacijo nehala s fascikli potem hoditi naokoli. Ampak vprašanje je tudi ta integracija med evropskimi državami, še večja izmenjava osebnih podatkov. Kaj pa to? Vas je tega kaj strah ali ne? Jaz mislim, da dokler pride Evropska unija, pač veliko dela na zaščiti osebnih podatkov, tudi GDPR imamo, naprimer v primerjavi z drugimi državami, smo tukaj neka voditeljica na svetu, treba je zaščititi osebne podatke, absolutno, kot sem rekla, kibernetska varnost, bo pa glede notranjega trga, pa tako je pa smiselno, da se mogoče odprejo nekatere stvari. Naprimer, meni bi bilo tudi fajn, če grem zdravniku, ko sem na morju na Hrvaškem, da on lahko dostopa mogoče do katerih zdravil jaz rabam ali pa kaj je bilo, ne. Se mi zdi, da to bi pa pripomoglo. Kako vidite Evropo in sebe v njej čez 10 let? Nas bo preplavila druga delovna sila, nas bo zamenjala umetna inteligenca. Kakšna bo ta Evropa? Ja, to je zelo dobro vprašanje pred evropskimi volitvami. Jaz mislim, da so zdaj, za vsake volitve se reče, da so prelomne, ampak za prav te zdaj pa res mislim, da so, ker se sprejemajo odločitve in glede naprimer tega migrantskega pakta, azilnih stvari, varnosti, vojne vidimo, da so, ki presegajo mandat enega evropskega poslanca, bojo imele dolgoročne posledice za dalj kakor 5 let. Bojo vplivale na prihodnje generacije. Jaz si močno želim in jaz se bom zavzemala za to, da je Evropa in Slovenija, da sta varni državi, da je slovenščina jezik pa naša kultura, ki spoštujemo, ki vzpodbujamo, da se v naši državi govori slovensko, da smo ponosni, da smo Slovenci, da se zavedamo svojih krščanskih vrednot, pa da se zavedamo, kakšno srečo imamo, da imamo demokracijo. In za konec bi samo dodala to, da smo se kot Slovenci stoletja borili za to, da imamo svojo državo in jo moramo obdržati naprej. In na nas mladih je, da to peljemo naprej. Starejši ste nam jo priborili, na nas mladih je pa zdaj, da jo popeljemo na pravo pot nazaj k krščanskim vrednotam, pa k temu, da bo varna država. Evropska unija čez 10 let in vi v njej? Poznamo rek, Evropa bo krščanska ali pa je ne bo. Jaz se zelo, zelo strinjam s tem in jaz osebno in v NSi bomo naredili vse, da tako tudi ostane čez 10 let. Tako da res spodbujam vse, da gredo na volitve 9. junija in resnično izberejo tistega, ki bo poskrbel za to, da Evropska unija ostane, se pravi, utemeljena na krščanskih vrednotah, da gre taka tudi naprej, ker samo če bo večina v Evropskem parlamentu taka, se bodo lahko sprejemali ukrepi, zakonodaja, ki bo šla v to smer. Sicer so vedno potrebni neki kompromisi, ki vemo, da niso vedno najboljši, so pa potrebni, da se sploh kaj sprejme, ampak če je v osnovi večina, bomo rekli, desno-sredinska, bodo tudi zakonni ukrepi lahko desno. No, potem recimo en tak komentar pod črto, vsej tega, s čimer se zdaj ukvarjamo, zeleni prehod pa migracije, tega sploh ni niti v Lizbonski pogodbi. To je problem po svoje. Zdaj delamo neko agendo, ki je nihče ni podpisal, nihče se ni z njo strinjal. Kaj menite o tem? Ja, drži. To je žal posledica tudi ravno teh kompromisov, zaradi koalicij, ki so v Evropskem parlamentu, ker Evropska ljudska stranka nima sama dovolj sedežev, dovolj glasov, da bi sprejemala zakonodajo, zato pač mora se pogajati predvsem na levo, socialisti, liberalci in tako naprej, in pride tudi do takih stvari. Mislim pa, da bi Evropska unija se morala bolj usmeriti, se pravi, v temeljne pogodbe, pustiti subsidiarnost, se pravi, da vsaka država članica res ureja tisto, kar lahko sama najbolj uspešno uredi, Evropska unija pa samo določene pristojnosti, kjer ji gre bolje. Gospod Tomašič, izvolite. Ko ste rekli zeleni prehod prihaja, da je to dejstvo. Ampak treba je pa poskrbeti, da bo življenjski. Treba je poskrbeti, da ne bo oteževal nam naših življenj, da ne bo oviral kmetov, podjetnikov in tako naprej, ampak da bo jim pomagal na nek način. Se pa velikokrat tudi zgodi, da Evropska unija sprejme nekaj, pa Slovenija potem še zviša ta standard. In zato smo videli, da v zadnjih letih so se protesti kmetov, nezadovoljstvo kmetov so se
povečali, podjetniki se oglašajo. Jaz sem zdaj v času kampanje vsak dan na terenu, poslušam ljudi in pravijo, da določene stvari, ki tudi ne bi prihajale zelenega prehoda, da so popolnoma neživljenjske. Mi moramo tukaj pogledati naše ljudi, naše kmete, naše podjetnike in se postaviti za njih. No, na koncu seveda še vprašanje o teh 3 referendumih, evtanazija, konoplja, volitve. Kako boste vi glasovali? Meni je najprej žal, da je koalicija oziroma Gibanje Svoboda res po sili stiščalo te referendume na dan evropskih volitev, zato ker si s tem rešuje lastno kožo, da ne bi bil njihov rezultat tako zelo slab. In dejansko se potem v kampanji za evropske volitve pogovarjamo o nekih temah, ki sploh niso evropske, se pravi, ki zadevajo zelo nacionalno raven. Zato se mi zdi, da ni prav, da podpremo te referendume, da podpremo tak način vladanja, konec koncev koalicije, in bom glasovala proti. Ker proti vsem 3? Proti vsem. Pa kaj pa vi, gospod Tomašič? Ja, jaz se tukaj strinjam, da so to popolnoma izsiljeni referendumi, namenjeni pa samo temu, da bi aktivirali neko svojo bazo. Glede marihuane, vemo, da so zdaj razdelili na 2 vprašanji. Kar se tiče medicinske rabe, je zakonsko urejeno. Že zdaj, ne? Že zdaj. Poleg tega so to 3 posvetovalni referendumi. Mi smo tudi v SDS-u predlagali referendum o JEK2, pa smo se potem strinjali, da se prestavi na jesen, da bo več časa o informiranju državljanov, pa tudi, da se ne meša to z evropskimi temami. Tako da te 3 referendumi bi bili enostavno lahko na isti dan, tudi v jeseni, tako da mi smo pa tukaj tudi proti. Vsem 3. Ja, tako je. Ste podpisali pobudo gospe Nike Kovač, ki se dotika splava? Nisem podpisala, tudi ne bom je podpisala, ker prvo, splav je v Sloveniji zakonsko urejen, nihče ni dal nobene pobude, da bi se karkoli spremenil. Tako da tukaj je še ena distrakcija, nek politični marketing, če temu tako rečemo, da se aktivira ljudi. V Sloveniji je to, kot rečeno, popolnoma urejeno in to je samo eden od načinov, da se odvrne od tem, o katerih smo pa prej govorili. Kaj pa vi, gospa Bergbevc? Nisem in mislim, da je to tema, ki mora ostati v pristojnosti držav članic. Tukaj Evropska unija nima pristojnosti in je ne bi smela imeti. Dobro, gospe kandidatki, najlepša hvala za odgovore. Mi pa vsi na volitve in na referendume. Nasvidenje.